Dobrodošli v posebni prednovoletni oziroma silvestrski izvedbi študij Baraninega olupka. Danes je namreč zadnji dan leta 2018 in kje bolje bi ga bilo preživeti kot v prazni dvorani s Tinom Vodopivcem. To se kot reče kao prazna dvorana, ker to je asociacija name. Prazna dvorana. Tako, vsak stand-up v Sloveniji se začne. Pejte malo bližje, dajte se tle usesti malo prej, tle v prve vrste. Dejansko ne. Včasih, ja, pogosto. Čeprav to tudi jaz na pivu velikrat naredim. Dajmo se bolj Pej malo bližje, tako se vedno začne. Dober večer, hvala, ker ste prišli, pejte se malo bližje. Gospod, dajte, pejte se sem prosesti. Kakšen pa je tvoj spomin na Štihovo dvorano, se pravi prazno ali polno? Ja, sem razmišljal, da je v bistvu bilo vse to nekako se je začelo, ko sem v srednji šoli, ko imaš maturo, so nas peljali gledati predstavo o tem, kaj bo na maturi in so v bistvu eno gledališka skupina je uprizorila par teh nekih novel, ki smo jih imeli mi za maturo in smo prišli sem v to dvorano to gledati in kdo je igral takrat v predstavi? Vid Valič. In jaz sem tako bil, oni tam so eni skiroji in ful jih je bilo in so tako laufali okrog dvorane. In mi je bilo čisto noro, tako, kaj tako se da s to dvorano in takrat se je v bistvu začela neka povezava. Se pravi, prvi stik z odrom, s teatrom ali pa z gledališčem kot takim, recimo? Bolj s to dvorano sicer, okay. Ampak konkretno res me je takrat impresioniralo, ker so malo improvizirali, malo so imeli pripravljen, pa en tako, mislim, ful je bilo taka divja predstava in mi je bilo ful všečno in pa sem takrat naredil maturo zaradi tega. Mislim, ne vem, če li zaradi tega, ampak ja. No, vem, da si imel na maturi, si mislil, da vem, koliko točk imaš. Ja, to je bilo kar dobro, ne? To je ne vem, koliko točk si imel, ja. Ampak sicer sem naredil research. Ful sem vesel, da si omenil oder, ker sem se danes hotel s tabo pogovarjati o kapitalizmu. Tako, o današnjem sistemu, v svetu, v katerem živimo. Ne, o gledališču oziroma o tej čudni situaciji, ki je med stand-upom pa recimo nekim institucionalnim gledališčem, pa recimo komercialnim gledališčem. Skratka, mislim, da je en kup nerazumevanja tukaj v celih teh vodah. Poleg tega pa tudi enih čudnih predsodkov ali pa po mojem nekih stvari, ki so samo balast. O tem bi rad danes govoril s tabo. In za začetek bi te rad vprašal, kaj je razlika med recimo stand-up komikom pa igralcem, med tabo in mano. Ja, marsikaj, kako so si različna. Mislim, meni se zdi, da predvsem v Sloveniji se ful veliko s tem dejansko nekako ukvarjamo, predvsem ljudje, ki smo v te vpleteni. Veliko o tem razmišljamo, pa pol nekaj debatiramo, pa tako pogledaš nekje tam, se mi zdi, da v Ameriki jim je ful vseeno. Tam je tako, pa tudi že drugod po svetu, je tako nekako, dobro, lej, vsi se trudimo, vsi se borimo. Pri nas je pa ful bolj tako, ampak ta igralec, on je pa komik, ta pa stand-up komik, ta pa sam komik, pa ni stand-up komik, pa tako mislim ful veliko tega, ker se mi zdi, da je bilo predvsem na podlagi tega, da se je institucionalno gledališče že nekako postavilo in je imelo neko publiko in nek sistem dela in neka tako tudi pravila, tako si mogel na akademijo in pa si bil v gledališču in pa nisi bil. Potem smo pa nekako mi se pojavili kar nekod, ene gobe po dežju in pa so bili tako kar enkrat so publike odhajale nekam drugam in se mi zdi, da je bila ta neka ogroženost, ker Slovenci imamo to, da imamo skozi tak občutek, da je to ful ena mala pogača in je ful tako, jaz imam zdaj to in en je zdaj prišel in mi krade, In takrat se spomnim, da so bili neki govori, to so te burkeži pa neki z ulice, ta stavek mi je bil ful, to so te iz ulice, tako da smo mi tam neki potepuhi, ki tam hodimo v hordah, eni psi potepuški in pa oni pridejo in kradejo publiko, A si kdaj razmišljal o sprejemcih na GRFT, recimo v svojih rosnih letih? Ja, sem razmišljal tako nekje v podzavesti, ampak mi je bilo pred strah, ker je bila ta fama tega, koliko je to grozno, da te tam bičajo in silijo, da hodiš po kolenih in da si drevo. In tako, to je bilo skozi to, to ti to reče, da mora biti drevo. In jaz tako, kako drevo, to je nemogoče. Ful sem si predstavljal, da je pretežko in pol nikoli nisem niti zares sploh imel tega poguma, da bi se lotil. Ali pa da bi saj probal. Nisem imel niti doma, nismo bili nikoli, smo bili bolj taki športna družina, je bilo bolj vedno debata, a je Krško premagalo Zreče ali nekaj tako. In ko zdaj pomisliš, je res tako, really, to je tako. Jaz bi prišel, jaz jutri imam spremce. Ja, ampak Krško Zreče tekma, že zamudil to, tako da se mi zdi, da je veliko vplivalo to, predvsem, da nismo imeli neke podpore doma, tako da bi rekel, daj probi, saj kaj pa imaš zdaj izgubiti. Ampak to, kar zdaj počneš, je recimo v ogromno aspektih zelo pogumno. Se pravi, kaj pomeni biti stand-up komik zate zdaj v Sloveniji? Kaj tvoje delo vse obsega? Jaz mislim, da sem že prej kot otrok imel to težnjo, da bi nekaj nastopil, se pravim, da
lažje, tako se meni zdi, da mi stand-up bil vedno tako neka lažja pot, ker ni bilo tega pritiska, da ti mora nekdo dati neko odobritev, a ne, da nekdo reče, ti si dober, tako da tam neka komisija na AGRFT-ju reče, ti si v redu, ti si za nas primeren. Tukaj pa je tako bilo, jaz pravim, da sem primeren, a ne, in pol tudi jaz grem na oder in nekako publika je pol una, ki ti da ampak še vedno tudi publika je tako, kaj pa oni vejo, a ne. Mislim, tako če nekako, tako imaš nek ego, ki je tudi v smislu, ne vem, Steve Jobsa pa teh Ford, ki je naredil prvi avto, je bil tako, ja, kaj ljudje hočejo konje, jaz sem jim dal nekaj, ko oni sploh ne vejo, da hočejo. In tudi tukaj ta nek ego, pa neka potreba, da ti zdaj njim nekaj poveš. In se mi zdi, da ja, moja služba danes je malo drugačna kot na začetku, ker takrat se mi zdi, sem bil bolj tako, ja, I'll take everything. Mislim tako, da bom nastopil na Prešernovem trgu, ni panike, sam da nastopam, pa da se dogaja, pa da neki si tako prihajali, so neki evrčki, pa je bilo tako, wow, 50 evrov, neki, wow, 50, ne morem verjeti. In danes je ful bolj tako nekako, sem se lotil malo bolj, tako bi rekel, kaj eno malo podjetje, tako da, bomo investirali v marketing, bomo imeli biznis plan, bomo imeli nek plan sploh, ker tega prej je bilo pač tako, karkoli se je zgodilo, to sem sprejel, zdaj pa se mi zdi vseeno, si želim delati tako, da je nekaj, kar je meni dobro, da jaz uživam, da so predstave, ki so meni dobre, nekaj, kar bi jaz šel gledati, tako bolj sem temu nagnjen. Se pravi, glavna stvar, ki jo ti recimo ustvarjaš čez leta, so stand-up predstave. Tako, ja. Okay. Oziroma nekak stand-up v različnih formah, ali to nek klubski nastop, kjer je nastop dolg 20 minut, ali je to predstava, kjer je dolg nastop 1 uro, ali je to nek vložek za 5 minut samo, ali je to nek nastop na roastu ali pa na nekem žaru, kjer je v bistvu veliko dela, pa ljudje sploh ne vejo, v bistvu za ta roast največ dela skoraj, ki ga imaš, ker moraš samo za en dogodek napisati, ne vem, 10 minut. In na zahtevo v bistvu, ne? Ja. To mi je ful zanimivo. Se pravi, ti ves čas generiraš material, oziroma ga hočeš nekako proizvajati, najdeš material, ki ga pol lahko govoriš. Ja. Je pa res, da je več faz, tako, kadar recimo zdaj, ko sem imel predstavo, nisem veliko pisal, ker ni bilo cajta nekako. Ti si moraš sam napisati material, potem moraš pa priti z njim na oder. Recimo v gledališču, ki ga jaz poznam, to pomeni, da lahko dobim tekst, lahko ga tudi sam napišem, potem se dobim z ekipo ljudi, ki me najprej gleda, pa pol jaz to vadim, recimo 2 meseca ali pa 3, in pol imam premiero in pol se zame tam skoraj konča. Recimo v nekih bolj samostojnih projektih sem bolj aktiven pol še v oblikovanju kasneje, v drugih manj. Ok, kakšna je tvoja pot do predstave in tudi pol po njej? Ja, začnem se ponovadi tako, sam z nekimi istočnicami, ki so tako koprive. In zdaj tako, kaj zdaj to koprive? In pol tako nekako tam in pol, probavam na ljudeh, tako, a ti kdaj rekla babica, tako, to je dobro za revmo. In pol ljudje tako, ja, meni je to bolj skozi, ok, zdaj so že 3 rekli, se pravi nekaj na tem. In pol v bistvu počasi, jaz vem, da recimo ta šov rock'n'roll. Kaj nekaj je na tem, oprosti? Kaj je to? Kaj nekaj je na tem? Ja, tako ima potencial, da bi dobil smeh. V bistvu tako vse je tako nekako, pri nas je cilj smeha. In zdaj sicer lahko na kakšenkoli način do tega prideš, lahko se pač slečeš, lahko tam nekaj plešeš. Cilj je, da se zasmijo in se pravi, ti v bistvu cel čas iščeš nekaj, kar bi lahko sprožil smeh. In zdaj nekaj takoj veš, takoj čutiš, ta bomba, to bo. Nekje pa tako, bomo videli, ali pa te celo preseneti. Mene je dostikrat kaj, da sem malo zaimproviziral, pa pol ni, pa sem pa samo en stavek malo drugače povedal, pa kar se zgodi. Zato, ker je ali na obrazu nekaj naredim malo drugače, ali kakšna taka malenkost. In ti v bistvu cel čas iščeš to in skozi probavaš pri ljudeh in pri nas je ponovadi se začne, saj tako jaz rad delam, da grem najprej bolj tako inkognito, da ni zdaj nekaj tako, jaz imam nova predstava, tako kot gledališče je dostikrat premiera, velikokrat prva priložnost, da ljudje vidijo to v živo. Pred tem so v bistvu samo neki zaupniki, ki so blizu. Pri nas je pa že takoj nekako, vsaj pred neko publiko, ampak je to spet dvorezno, ker recimo, da ti prideš nekam v en manjši prostor, pa je 30 ljudi, pa je pred tabo en bil recimo malo slabši ali pa ful dober in zdaj ti prideš z nekimi novimi forami, ni čisto vedno realno. Takrat se ti zdi, da to zdaj ni šlo, ampak ni šlo samo zato, ker ni bil ta pravi trenutek ali pa kakšne šale niso primerne za začetek, so primerne, da te ljudje že odprej ful poznajo, kakšne so primerne, da so tako ful temačne recimo in tiste temačne, ne moreš kar priti na oder pa reči, kaj pa te,
in pol tako, wow, vsi Ja, ja. se ustrašijo. Se pravi, en del je to nabiranje, drug del je testiranje, Ja. pol je pa kaj oblikovanje celote. Ali... Potem je, mislim, ja, jaz velikokrat pol se snemam, ali se snemam Mhm. audio ali pa video in pol gledam to in pol tako. Nastope snemaš ali se snemaš doma v Nastope. sobi? Aha, okay, Doma, okay. to bi bilo grozno. Okej. Ja, vedno ali snemam s telefonom audio, ali pa snemam video, vsaj takrat v fazi priprave in pol se mučim, ko to gledam, ker je dostakrat tako, ne, Ampak na kaj si pa pozoren v teh recimo na smeh analizah? spet, ko ga je bilo. Okay. Se pravi, če ga je bilo veliko, je tako, ok, to je dobro, imamo. Pa tam tako, zakaj tle ni bilo toliko smeha, kot zadnjič? Kaj sem zdaj tle drugače, kaj sem zasral? In zdaj grem gledati pa nazaj, kaj sem takrat naredil narobe, ali pa v kontra, kaj sem zdaj tle naredil toliko bolj, da je bilo tle več smeha. In zdaj spet se že malo tako po publikah veš, ene publike so malo boljše, da je bila recimo boljša energija že od štarta. Parkrat se nam je zdaj na turneji zgodilo, da sem sam prišel gor, prva stvar, pa sem bil že dober večer, pa so bili že tako ful sproščeni, pa je bilo tako, danes bo dober. Medtem ko nekje prideš, pa moraš prav tako vžigati mašino. Ampak a je to neko zadovoljstvo, ali ti je, da prebiješ recimo to mašino ali pa to publiko, ki čutiš, da je okorna, ali ti je že takoj težko? Odvisen, kolikor daj. Če ti rata res prebiti, je super, ampak v obeh primerih je, ne vem, tako se zdaj že res tako rata malo bolj kot neka služba, a ne, da ni zdaj tako toliko razočaranje, če ni, pa toliko euforije, če je. Tako ni zdaj ono, oh my god, danes se bo pa noro. Je bolj tako, ok, job done, to je to, gremo naprej. Tako splahneš, če ni bilo dobro, ali pa se malo poveseliš, če bo res ful dobro, pa karkoli. To je pa ful zanimivo, neka bolj pomerjenost, da ne visiš toliko na ta izid, ne? Ja, ker včasih se mi zdi, sem res bil tako in obseden s tem, zakaj ni bilo, kako, pa kaj narobe, a pa če je bil kdo, ne vem, kritičen, pa tako, kako, pa ti sploh mene ne poznaš, a ne, tako, da sem bil ful občutljiv na, tudi tako do teh nekih socialnih momentov, ker spomnim se, ko smo enkrat nastopali, pa je en tako, nam bil tako kao, dober si, in pa je prišel en drug komik mimo, pa je bil tako, najboljši. In tako v pričo tam ostalih nas smo bili tako ful, najboljši, ja. Tako te malo zaboli, a ne, in zdaj recimo samo bolj tako, pač, ok, njemu je to všeč, nekaj malo drugače. Nisem več toliko zaradi tega obseden, tudi zato nisem pol ono, jaz sem bog, a ne, zdaj, ker sem imel dober šov kar je bilo včasih ful bolj, tako te to napojil z nekim občutkom vrednosti. In pa gotoviš, sam pa to takoj pade, a ne. Tako, ti dobiš nek high in pol naslednji dan, tam si sam nekje v eni sobici in si tako, kaj jaz delam v življenju. Zdaj pa sem nekako gotovo, ok, to sploh nima nič veze z mojo samo podobo. Tako da ja, je bilo malo tega iskanja. Ti si torej večino časa na odru sam, Ja. v bistvu. Mogoče imaš kdaj 2 ali pa 3 komike s sabo, ki te spremljajo na nek način, ampak večino časa, ko nastopaš, pa si one man band, tudi na odru in tudi izven odra, če te prav razumem. Ja, zdaj v bistvu tudi veliko z mojo punco, z Urško Majdič, magistra Urško Majdič, moram poudariti. Ne, ona je res ful, mi pomaga in tako veliko tudi, mislim, si vzajemno si pomaga. Je tako velik pomemben člen najine nove ekipe, ki v bistvu sem zdaj šele opazil, koliko mi je to v preteklosti manjkalo, recimo, da nekdo ti daje support in tudi ko si lahko razdeliš kakšne naloge. Ker včasih sem bil res obseden s tem, da sem vse sam naredil. In to sem se ful, v moji glavi je bilo to zdaj ful, wow, kjer sem jaz spaca. Ampak v bistvu, pol kasneje je bilo pa tako, ne, ti si sam idiot. Mislim, kot prvo, ful cajta ti gre za neumnosti, ki ga bi lahko izkoristil za kaj bolj produktivnega. Jaz sem pa tako, ne, sam plakate naredil, sam sem se vse zmenil in sem bolj bil tako, vse sem sam naredil, ne? In sem mislil, da bo ljudje, kao, vse si sam naredil, bravo, ampak so bili vsi tako, ok, eni imajo ful cajta, in pa res nisem spal tam do 5 zjutraj neke maile odgovarjal in to se mi zdelo tako ful, kjer sem jaz tako hard worker, ampak v bistvu pa kvaliteta trpi, veliko tlele v tej dvorani, se prav spomnim, sem še tam printu guest listo pred začetkom in zamujal že sem, navajen, pa tukaj luči štimu in vse in ljudje prihajajo že noter in pol tako, predstava se res, kaj bom govoril. Dobro, bom že nekaj, bom že improviziral. Sam pol ni bilo zaradi tega, da je lahko toliko dober, kolikor bi bilo, če bi bil bolj fokusiran. Ampak v tem, ko si na odru sam, kje je razlika recimo med
monokomedijo, mislim, Ja. se ne me zdaj tako Saj, dobesedno imati, ja. ni zdaj mislim, aha, en igralec, en stand-up komik, sam rad bi bolj Ja. poiskal specifiko stand-upa, se pravi, kakšna je razlika med recimo monokomedijo enega igralca, ki igra en lik z nekim napisanim tekstom, pa med tvojo predstavo ali Ja. pa tabo na odru? Ja, glih to je vedno nekako ta debata. Jaz mislim, da je tako nekako, zdaj stand-up komik, zakaj, mislim, to je itak že forma znana že 50 let, mislim v taki obliki, tudi že več, ampak poanta pri nas je vedno bilo to, da je to material, ki ga ti napišeš iz sebe, oseb, ki so originalne šale, tvoje šale, tvoje ideje, pa tudi nek tvoje izražanje o stvarih, ki jih ti hočeš govoriti. In najbolj nekako ključno je tudi vedno bilo, da je to jaz kot jaz to govorim, ne zdaj, da jaz se pretvarjam, da sem nekdo drug, ampak da je čim bolj iskreno. Tako ta truth, a ne, pa. Čeprav gledališka teorija, recimo, bi ti pa lahko rekla, da ti igraš ti na vodopivca. Seveda, se je, vedno je ta pretirana verzija, mislim, imaš dva karakterja, en je ti v realnosti, pa en je ti na odru, ki nista čisto ista. Ne. Jaz tudi nisem toliko ekstrovertiran v resnici, kakor se kaže mogoče, pa dostikrat mi ljudje rečejo, a ti drugače, tako mi si ful tak resen. Ja, to sem nekako dostikrat. Imam tudi to komponento, da tudi se znam sprostiti, pa sem tudi v življenju malo navihan, sam ne vedno. Ne. In pol tukaj ta na odru je pa vedno, ne. On je pa skozi zabavo, on je navihan, on ker strela nič brez zadržkov. Zadnjič sem imel en nastop na ekonomski fakulteti in sem nekaj rekel, ker mi je bilo pa še 2 tedna, sem razmišljal, kaj sem jaz rekel. Ker je bilo tako, ker sem ena punca je bila študentka iz Ukrajine, ampak jaz nisem to, jaz sem ji rekel, are you here for work or just for sex? Ali for studying, ker je študirala, pa sem rekel, are you here studying or are you here for sex? Ampak jaz sem to mislil, da je kot Erasmus, ki pridejo seksati v tujino. Ampak tukaj je pa spadalo, ker je bila ona iz Ukrajine, kada je prišla delati in je bilo tako, ker nekaj cela predvajalnica je bilo tako, pa tako, ampak in pa je tako na poti domov, tako, ok, ta je šla malo predaleč. Ampak si pol kaj tudi... Vse sem se izrešil, ja, nekako sem se rešil, vse bilo, sam to ti vodopivec v zasebnem življenju ne bi nikoli si upal kaj takega reči, tukaj mi pa kar izletela, veš, kar tako, nekaj sem sprašoval, kaj ste, eni so bili iz Rusije, eni iz Ukrajine, in jaz sem bil kar, in pa se kar to je bilo prvo misel, sem bil tako, are you here for sex? In tako sam, in tako Ukrajina, in tako, shit, in tako, ker čutil sem napet, ampak po eni strani so ljudje tudi cenili to, ful je bil, zato ker je bilo to nekako spontano pa iskreno, da je bil tako, kaj je rekel, ne morem verjeti, tako šok je bil mal, ampak je bilo neko tako olajšanje, To recimo si zdaj v ful enem zanimivem stanju se mi zdi, da govoriš, ker je neko ustvarjalno stanje tudi v danem trenutku, ne? Ja. Ti v ful svojih predstavah, no sploh tle v Štihovi, ker smo te gledali, si veliko tudi uporabljal publiko, ker smo ti bili zelo blizu, pa si iz publike črpal milijon stvari, si zelo tudi hiter bil v odzivih, ne? A je to stanje tako, kar ena samoumevnost, ali si kdaj tudi na njemu kaj delal, na tej recimo improvizaciji znotraj tega? Meni si tako več faz tudi tega je, da v bistvu prvič, da si sploh nekako sam pri sebi rečeš, ok, gremo v to, upam si, kar se bo zgodilo, bom že zimproviziral. Tako da nimaš strahu, da bi to lahko šlo narobe. To sem najprej malo probaval, tako da sem tako počas, tako enkrat med nastopom, kaj pa vi? In pa tako ni bilo nič, tako mislim, nisem znal, recimo, in pa ampak dobro, nekaj sem vsaj probal, in pa tako počas in ta dvorana me je v bistvu prisilila na nek način, tako, ker so res toliko ljudi blizu, da je tlele res ful lažje to delati, ker tudi vsi se vidijo med sabo in pol, če ima nekdo, ne vem, čudno frizuro, je tako, kaj pa je s to frizuro, in pol ga vsi pogledajo to osebo, lahko tudi vsi začutijo, in ta moment in je ful lažji. Medtem ko v večjih dvoranah je težje, ker tam v prvi vrsti nekdo sedi, ki ga oni od zadaj ne vidijo in je tako, kaj je rekel, kaj pa je bilo. In potem ti moraš tudi ponavljati za njim, če ti rečeš, skod pa ste, iz Kranja, iz Kranja. Moraš ponoviti zato, da oni od zadaj slišijo z mikrofona, Tako da je spet neka tehnika, ki se jo moraš malo navaditi, ker dostikrat komiki jih vidim, ki vprašajo in potem ne ponovijo tega in mi od zadaj, ki smo tako, I'm out, tako da sem že čisto dislociran od situacije. Ampak si potem to kar nekako razvil, to zmožnost? Ja, nekako se mi zdi, da mi je bilo to nekaj časa ful izziv, pa tudi sem užival v tem, pa zelo je bilo zabavno, tudi meni, ker je bila ta interakcija, ker nikoli nisem vedel, kaj bo, ampak se mi zdi, čez čas sem malo bil tako, ok, zdaj pa, recimo, zdaj sem v fazi, ki mi to ni toliko zanimivo več,
ko v bistvu si bolj želim tako izpiliti te svoje ideje. Ker to se mi zdelo tako na trenutke, da sem se dejansko malo švercal na to. Ker bo tako, ok, imam za 45 minut materijala, rabim 1 uro, se pravi 15 minut bom pa improviziral, kar je na koncu bilo tako, ok, moram še 5 minut. Kaj pa ti? Kaj pa ti delaš drugače? Ok, imamo, ok. No, prej, ko smo govorili o stand-up komikih pa o igralcih, predvsem pri monokomediji je pa lih ta razlika, da, kakor si tudi že sam rekel, da to je nek tekst, ki ga je mogoče dostikrat nekdo drug napisal, pa je igralec sicer malo dal svoje momente not, ampak še vedno je to nek lik, bolj lik kot Timo Pevec v pretiravanju, ampak je zdaj jaz igram zdravnika, pa nisem zdravnik, ali pa ne vem, Lado Bizičar je igral fotra, pa ni foter. In to so te neki monomomenti, ki mi je padlo na pamet, kjer je avtor nekdo drug, kjer je režiser, ki te usmerja, tukaj nekako je bil pri stand-upu, je pa vedno to bil nek čar tudi meni, da ti v bistvu noben te ne nadzira, ti delaš točno tako, kot ti hočeš. Publika je edini nek odziv, oziroma pa še to, nek ta moment, ko ti sam presodiš, kaj je recimo, kjer je primerna tišina, kjer je primeren smeh. Predvsem to, da ni nobenega šefa, no, ali pa nekoga, ki bi ti pametoval. Kjer pa recimo v gledališču ali pa v filmu ali pa v skečih je ful enih elementov, ki se morajo poklopiti, da je to dobro. To, kar si govoril o samostojnosti, pa v nekem delu brez nekega vrhovnega odgovornega, ne? To me ful spominja na kakšne te antične tradicije gledališča, recimo igre z maskami, komedijo dell'arte ali pa kaj, ki si imel trupe potujočih igralcev, ki so skupaj razvijali svoj material, ni sicer bil iz njih, ne? Niso, ker so igrali neke like, ampak so bili oni odgovorni za to in naredili, kakor so hoteli, ne? Kaj bi se pa zgodilo, če bi dal več stand-uperjev skupaj, pa bi naredil neko trupo njih? A bi bil to nek drug material, drugačen material? A je še kakšna možna forma razen tega, da imaš recimo en človek po en človek, v smislu stand-upa? Kaj bi se zgodilo, če bi jih za 2 leti zaprl na en avtobus, pa jih poslal na turnejo skupaj? Kaj misliš? Ja, tukaj malo je tako odvisno od cilja, pa malo od osebnosti, od egotov. Jaz mislim, da pri nas je res to velikokrat bil ta ego moment, kjer ti, če ti rata sam, si car, če ti ne rata, si ti najslabši in največji loser vseh časov. Medtem ko nek igralec je tako, za nič tekst imam, kaj naj zdaj, ne morem čarati iz nule. Vedno imaš, ali pa režiser je bil kriv, ali pa producent ni zrihtal to, kar bi moral. Pri nas je pa res tako, car, loser, te 2 opcije. Ni redko kdaj vmes, mogoče tako ne v redu, ampak car, loser. Če pa daš komike skupaj, pa zdaj, ali nastane neka tak duo, dostikrat so kakšni duoti, da v bistvu mogoče se kaj med sabo tako malo zafrkavata, prcata, ali nastane nek sitcom, to je v bistvu največji nek produkt stand-up komikov, so ponavadi sitcomi, predvsem v Ameriki, ko v bistvu je, ali nekdo je ta creator, ki na koncu to nekako zapakira, pa itak ljudi, ki jih najame, so ponavadi stand-up komiki, skoraj velikokrat. Predvsem za ta neki neimenovan punch-up, oni temu reče, da ti v bistvu imaš neko zgodbo, ki je zaenkrat še dokaj resna in zdaj rabiš šale noter. In pol v bistvu pridejo stand-up komiki in se tukaj nek ustvarja nek brainstorm, kjer kaj bi on lahko rekel, on bi lahko na to njemu to rekel, in pol en drug reče, in pol bi ta njemu to rekel, in so te dialogci ratejo kar enkrat ful bolj zabavni. Kako pa se to zgodi, se pravi, recimo laično, jaz si pol zdaj predstavljam Tina Vodopivca, tam sediš, dobil si nekaj te koprive, zdaj pa hočeš iz njih narediti šalo, ne? Edine besede, ki jaz poznam, recimo so setup pa punchline, da mora biti nekaj naštimano, pa da pol nekaj udari. Kako pol generiraš te šale, recimo, če bi bil ta človek na sitcomu, ki je narejen za to, da, mislim, ki je tam za to, da jih ustavlja, a imaš že kakšne zavestne tudi funkcije, kako jih pripeljati, ali vedno se zanašaš na intuicijo? Redko kdaj, da bi prav tako mehanično delal, velikokrat sem tako, mislim, zdaj že tudi ni samo intuicija, ampak je tudi malo nek tako obrtniški, bi rekel, moment. Tako kot nekdo, ki je mizar, prvič, ki je delal stol ali pa mizo, je mogel malo drugače to se loti, zdaj pa že tako, vem približno, koliko bo to šlo, tle moram porezati. Isto je zdaj nekako, kada bi imel en mlinček, pa malo noter dajem stvari, pa meljem in pol to, kar vam prihaja. Tako da tukaj zdaj pri teh koprivah malo imaš v osnovi, si tako zastaviš, kako bi to lahko šlo, poveš prvič,
okay, če je kje bilo smeha, tle je treba pojačati, tako fine tuning, tisti, ki imaš tako neke gumbike. Se pravi, na nek način trial and error v bistvu. Ali? Ja, veliko je tega, ja. Aha. Mislim, je pa res, da nikoli ne razmišljam, to je zdaj setup, to je pa punchline. Ampak je bolj tako, pri Koprivi dejansko je bilo to, da sem nekako rekel, začel se je tako, da sem rekel, ni bilo stresa, ker si otrok, edino Koprive, to pa je stres. In tle je že nekako tako malo, samo res, to smo se ful bali. In pol tukaj jaz nekaj odglumim, da se spotakneš, pa padeš v Koprive, tukaj ni toliko smeha, to je bolj tako, in pol nekako se gradi ta napetost, da pridem do babice in jo vprašam babi, tako je Koprive, in ona reče, to imaš srečo, to je dobro za revmo. In tle je ful ta nek moment, to je ta zdaj punchline. In tukaj pol še malo naprej so taki imenovani tagi, da se ti v bistvu še malo obesiš na ta punchline. Na to revmo, v smislu... Ja, da jaz pa šel tukaj naprej, imaš srečo, res, imaš srečo in pa si ti tam, kaj je to revma? To je v bistvu, niso več toliko punchline, kolikor so sam še v bistvu neki malo odemevi, ali pa nekdo, da se tako, malo se šlepamo še na tisti punchline in ga v bistvu razvlečemo, malo pomolzamo in pol je to nekako to. In pol je že nekako prehod v drugo šalo, ki je pa potem že drug del, je pa da samo Koprive zdravijo, ne pa recimo regrat in pol imam že, in je že v bistvu druga šala, ki ima pa zdaj punchline, da noben pa ni rekel, odkar sem padel v regrat, jebeš glivice. Recimo, jaz sem na začetku recimo, da sem rekel, fuck diabetes. Pa je bilo tako, težko je izgovoriti fuck diabetes, plus eni so bili tako, fuck diabetes, kaj pa to zdaj pomeni, In pa če pa rečeš, jebeš glivice, je pa tako, glivice je ful bolj nadležna bolezen, oziroma ni to grozna, kakor diabetes. Glivice je tako nekaj, tam neke glivice in pa jebeš glivice. Že je bilo, tekom predstave sem spremenil v bistvu punchline, dejansko iz fuck diabetes v jebeš glivice. Se pravi, je to ful eno filigransko delo tudi z besedami lahko, ali kaj? Malo je, ja. Prav, a se ukvarjaš tudi z besednim redom ali pa z, tako kot si zdaj rekel, z izbiro ene besede? Je tudi pomembno, kdaj je neka beseda izrečena ali pa tako? Ja, vse to nekako, vse je res podrejeno smehu, pa temu, da tako, včasih prav tako, ta beseda je smešna. Recimo, zanj sem razmišljal o krajih, veš, ko prideš v neko mesto, pa piše welcome to Velenje, pa si tako, dobrodošel sem, In tako, včasih pa sam piše Idrija. Tle pa nisem toliko dobrodošel. In tudi sem razmišljal, ta beseda Idrija, je tako, če rečeš Idrija, je tako malo smešen. Če bi rekel recimo, Celje, ni toliko močen, kakor Idrija. In je dejansko, ta Idrija beseda je smešna, če tle tako damo. To so lih včeraj z Urško brainstormala, lih od teh, tako so se to pogovarjali in je bilo tako Idrija. Mislim, to je prav smešna beseda. Mislim, sorry Idrija, ampak tako bolj kot če bi rekel Šentjernej. Sam tukaj, z leti se pa naučiš bolj zaupati tej intuiciji, pa tudi, da takoj nekako prepoznaš, kaj bi lahko bilo. A ti zavestno gradiš svoj stil, recimo, ali pa recimo podobo Tina Vodopivca? Meni je ful zanimivo, oziroma ful mi je bilo zanimivo, ker sem te prvič gledal, ta tvoj način, ki nam deluje, ker te gledamo, reševanja iz slabe šale, ali pa včasih, ampak na nek način je to zelo tvoj trademark. Komentiranje tega, ali pa komentiranje odziva, ali pa komentiranje, ko vidiš, da nekaj ne gre, pa takoj rečeš, ok, tole ni bilo najbolj smešno, ali pa nekaj to. A to že kar daješ noter ali dejansko uporabljaš kot sredstvo pri grajenju tega? V bistvu se je začelo zelo spontano, tako nekako, meni bo to vedno zabavno, tako da na nek način ljudem dal možnost, da stopijo tudi malo za kulisje zdaj tega, da tukaj zdaj v bistvu vsi skupaj smo na neki poti, in velikokrat imam celo neke te momente, ko poskušam, to sem probal parkrat, da je bil način, da se ven vržem iz fore, tako da sem prav doma tuhtal, kjeri so elementi, ki bi lahko še se ven rešil. Recimo en mi je bil, da če povem neko šalo, pa ni smeha, da sem tako, halo? Ja, tle sem lih na nastopu. Ja, ne, niste se smejali na to, ne. Ja, ne, zdaj so še kar tle, ja. Kaj? Sprašuje, če, je tako nekaj, in pa, ok, zdaj moram iti kar naprej. Ok, no, v glavnem, zanj sem šel v Celje, in je bil to je bilo recimo, da sem prav razmišljal doma, to bi bilo recimo eno sredstvo, ampak tle je bilo toliko bizarno, da so ljudje bili tako, se kar nekaj zdaj pogovarja po telefonu, tako, redko kdaj so kupili, da je zdaj vmes tako nekaj, kao komentiram iz zaodrja, ali pa da nekdo dejansko zdaj kliče. Tako da ja, velikokrat se zgodi tako, v bistvu tudi spet en dosti tak lahek, enostaven element,
da nekaj, kar ni šlo, rešiš, a ne. Da sam rečeš, ok, to zdaj ni bilo smešno. In pa se ljudje tako, ja, sem res. Ja. In pol v bistvu je kar neko olajšanje, kao, aha, ker drugače ustvari ta napetost, a ne, ker je tako, zdaj to ni bilo smešno. Ja, vsi jo čutimo, ne? In Ja, ja. gledalci in ti kot nastopajoči, verjetno. In pol je kar nek tako relief, Ja. ker, ok, vse on to ve, on ima vse pod kontrolo, a ne. Ker se mi zdi pri komediji pa res ful pomembno, da imamo občutek, da ta človek ve, kaj dela, a ne. Zato se velikokrat ustvari ta napetost, ker nekdo nekaj probava in tone in tako v bistvu nič ne komentira tega in mi čutimo in pol je vedno bolj neprijetno, in v bistvu tako, kot da bi nek mraz zapihal, nek mraz bi nastopil in zdaj nas kar naenkrat zebe. Če pa ta človek, zato je ful pomembnih teh prvih minut, 2-3 minute na odru, da takoj tako, I got it, ne, vse je pod kontrolo, jaz vem, kaj delam, jaz sem profi, in pa se vidi, ok, lahko se sprostimo, ne. Ja, sam recimo, kaj pa glih v tem primeru, ker sva pa prej govorila, recimo o teh spontanih odzivih, pa je moj občutek, ko si govoril, bil glih to, da v bistvu sam moraš izklopiti cenzuro, pa stvari spustiti izven kontrole, ne? Ja. Ampak kaj, pol to istočasno neki te dve stvari se skozi prepletata, ali? Ja, dejansko jaz recimo na nastopih za kakšna podjetja sem čist drug, recimo, sem ful bolj trd, tako, moram iti zdaj so mi plačali, da moram biti 20 minut na odru in točen 20 minut bom in velikokrat tudi zaradi tega sem se navadil hitreje govoriti, ker kadar nastopaš za kakšno podjetje, pa ni toliko smeha, jim sploh ne dam, da dihajo, ne dam jim dihati, tako da kar v bistvu grem takoj, če recimo, da povem punchline, ni toliko smeha, jaz že naprej govorim, da oni sploh ne dobijo občutka, to je bil zdaj ta punchline, ampak je kar tako, on to kar malo govori, a ne. In pol jih prosto zasuješ z informacijami, da je kar tako, in sploh ni cajta, da bi bilo tako vmes. A veš, kad ti včasih nekaj poveš, da, in pol tako je tišina in pol ti ta neka napetost, oblizovanje usnc, pa tam, spomnim se, sem gledal enega komika in pol je tako pil. Da je imel prav to faco, tako prav vidi se, da trpi zdaj, a ne, in vsi tam tako, please, daj ne povej nekaj smešnega, in če pa ti kar ne pustiš jim, je pa tako, to sem jaz kar tako malo rekel, to sploh ni bilo zdaj tako smešno. Pa to je tudi zanimivo, kako si zdaj odigral tole publiko, please, ne povej nekaj smešnega. Ja. Ker na nek način je ful zanimivo dojemanje publike, in tudi je pravo, po mojem, ljudje vedno pridemo gledati nekaj z dobrim pričakovanjem, ne? Ja. Včasih pa kot performer padeš v neko, ali pa padem lahko v neko luknjo tega, da si mislimo, vsi so prišli sem, da me sovražijo in bla. Ja. In to je tudi ziher en tvoj element, en izmed trademarkov, ki jih to odigravanje stvari, ampak zelo tako skiciranje, ne? Ja. Se tega tudi zavestno poslužuješ, ali ti je tudi priraslo noter? Začel se je zelo spontano, začel se je tako, da nikoli nisem o tem razmišljal, kaj preveč, tudi ko sem bil star 16 let, se spomnim, sem bil na neki izmenjavi v Franciji, šolo, in je tam bil en Francoz, ki me je skozi klical Mr. Bean, a ne. To sem šele pol zdaj, sem tako razmišljal, se res on je mene klical Mr. Bean, ker sem jaz skozi bil tam, tako neki, in pol je on bil skozi Mr. Bean, in pol takrat mi je bilo tako, ok, pač me kliče Mr. Bean. Nisem razmišljal, da je to, kao, jaz sem njemu v njegovih očeh, se mu zdim tako tak funny guy, a ne. Tako da je to nekako prihajalo že od nekdaj tako iz mene, dosti spontano, da sem v bistvu tako na pol slabo odigral nekaj, a ne, in je v bistvu zaradi tega smešen, ker tako dokaj slabo odigram, ni zdaj tako, da ful noter v nek element grem, ampak je tako nekaj, Ja, oziroma skiciraš nek način, sam tako vržeš pač. Ja. Sam mi to všeč, tudi jaz tako, v Ameriki so mi ful učitali, da se preveč premikam, ker sem nastopal, so bili tako, daj stoj na mestu. Zakaj, kako? Tako, da je preveč tega prestopicanja, tako, pa da skozi tako, jaz v bistvu se skozi malo, tako, a ne, in sem to začel, takrat sem bil prvič, ne, to je moj stil, a ne, ampak oni so bili, ampak nisi na ladji, a ne, zdaj tako, mislim, gledalec dejansko tako malo lahko morsko bolezen dobi, zdaj tebe gleda, ker si skozi tako nekaj. In je bilo pa res, da to je bilo malo iz nervoze, tako da sem se tako, v bistvu sem, kot da bi ta nek ča korak delal tako. Tako, da sem z nogami se prestopical in to zdaj probam tako, da malo bolj stojim tako trdno, a ne, da ni vse skozi sam in to je malo iz neke panike, kao, ok, smejte se. Če pa ti tako, Američani imajo ful ta stil, da res stojijo, pa mikrofon in nič skoraj premikanja, še posebej ok, ker so te klubi, ki so itak je oder tako meter krat meter, tako da niti ni placa, da se premikaš, ampak pri njih je ful bolj tako, misel je bolj pomembna, a ne. Tako da v bistvu sem
se zdaj trudim biti, no, sem pa opazil, da zdaj parkrat stojim tako kot Ronaldo pri prostem strelu, tako da imam ful noge narazen. Kar je pa spet tako, mogoče sem pa jaz, da je to moj stil, da stojim tako narazen. Ta Ronaldo. Ja, tako parkrat sem se zelo to na slikah, sem videl, da kar tako stojim. Koliko imaš, cajt imaš? Približno 12 minut. Super, ne Ok, mislim, super. bolj zate. Um, Veš, kaj se mi dostikrat tudi zgodi? kaj se ti še tako dostikrat zgodi? Razmišljal sem o tem, ko so se tudi že, zdaj, ki je že nekako rdeča nit tega pogovora o teh naših debatah med komiki pa igralci pa to. Recimo, velikokrat v Ameriki dejansko nekaj Robin Williams je študiral na Juilliardu, ki jih itak, ne vem, sam par sprejme od milijonov, ko se prijavijo. In njemu je prav profesor rekel, ti izgubljaš čas tukaj, ti pojdi v Hollywood, v LA pojdi delati stand-up. Tako, ne rabiš ti tako pejti, ti sam moraš sebe izraziti. In to se mi takrat, ko sem to prvič prebral, sem mi tako, wow. Pa ta njegov profesor je bil z Oscarjem nagrajeni igralec. Se pravi, ni bil tako, pač nekdo by the way, da bi mu nekaj rekel. Ampak je bilo prav tako, ne, ti moraš delati stand-up. In je pol iz stand-upa šel v igro. In pol tudi nazaj v stand-up in tudi pol v dramatične bolj vloge in vse to. Ampak je bil res tak talent. In velikokrat je pol tukaj ta nek, to ljubosumje v bistvu, ker tudi zdaj velikokrat sem prebral par tudi, a zdaj kar te stand-up komiki mislijo, da so igralci. Ja, mislim, vse kaj pa je narobe, a je res to narobe. Mislim, tudi Seinfeld je naredil serijo, v kateri je on igral, pa ni tako dober igralec, pa tudi sam se zaveda, da ni dober igralec, sam se je obkrožil z dobrimi igralci, pa je pol bilo dosti dober. Mislim, bilo je prepričljivo. Igral je samega sebe, na nek način ni zdaj mogel ful nekaj tako glumiti. Itak je bil on straight guy, on je bil ponovadi ki je tako talal iztočence. On je nekaj rekel in pol je Kramer bil ta smešen. Ali pa tako. Ena izmed stvari, ki se tudi stand-upu, se mi zdi, velikokrat očita, je to, da kao, ampak celote pa ni, ne? Zgodbe pa ni. Ja. Kaj je vaša replika na to? Ja, sej, mislim, dejansko je res, da veliko stand-upov, moje predstave nimajo nobenega smisla. Tudi, ko me ljudje sprašujejo po naslovu smisla, mislim, tako da bi bilo začetek, vrh, razplet, neki. Ampak je samo tako, skupek šala. Sicer lahko je neka rdeča nit, sam ni pa zdaj začetek, konc, zaključek. In velikokrat se tako potem temu očita, da ni katarze, sem že slišal, da ni katarze. Ampak katarza je dejansko vsak punchline, je skoraj mini katarza. Je tako, nekaj, spet, tako skozi konstantno imaš. In tudi mi dostikrat, recimo, merimo smeh na sekundo. To je tudi, recimo, A res? Ja, koliko si imel smeha na sekundo. Kako pa to meriš? Ja, tako pač vidiš, recimo, ne vem, eni komiki imajo tako, enega na minuto, a veš, da ima tako, govori, pa, to je recimo Zija Sokolović, on ima ful tako, la, in pa, in pa spet, la, pri nas jaz recimo imam ful bolj to, nekaj skačem, tako imam hitrejši tempo, kar ni nujno spet dober, ker to te prej utrudi, bolj, ker je nekdo tako naspediran, to 5 minut še ja, ampak 2 uri tega, zato se pol trudiš, da malo vmes ga ustaviš, tako da, ja, se pa res strinjam s tem, da ni te neke ta prave zgodbe, da tudi ni, mislim, da manjka mogoče še malo bolj te neke tako trdnosti, neke, da si bolj tako koherenten, neko bi to rekel, tudi, da je tako smiselno vse, kar poveš. Zaradi tega tudi te naslovi, ki jih dajemo, jaz sem dal zdaj naslov rock and roll, boš govoril o muziki? Ja, not really. Tako, rock and roll več, nek naslov, ki bi zdaj probal predstavljati tebe v tistem momentu. V preteklosti sem ful razmišljal o raznih naslovih, pa ozbiljne gluposti mi je bil kar všeč, da ko sem imel na Hrvaškem, tako, ker nekako pove, gluposti so, ampak so ozbiljne, tako, nisi kar nekaj se hecel. Ja, ampak na nek način dejansko pridemo gledat tebe, ne? Oziroma pač tvoj izraz, ne? Ne pridemo gledat zdaj zgodbe o ne vem čem, ampak to, kar imaš ti zapovedati o temah, ki vemo, da prihajajo z tebe, ne? Tako si prej rekel. Sam je pa res, da tudi recimo zdaj imaš v New Yorku, ne vem, je bil en show, Colin Quinn, en komik je naredil show, ki ga je režiral Seinfeld in je bilo prav zgodbe v New Yorku. In je bilo tako nekako New York skozi njegove oči. Tako da tukaj je bila neka tako ideja. Drug problem, ki ga imamo tudi komiki, je pa to, da se nam očita, da smo ali vulgarni, da oni sami neki govorijo o seksu, pa to so te neki, to vsak lahko, to so neki poceni fore, prodajajo samo zato, da ljudje prihajajo, ker so itak nevedni in pridejo na vse. Delno se strinjam, je res, sam spet je zelo površna ocena, tako da ti zdaj rečeš,
v Sloveniji trenutno recimo 30 do 40 komikov, ki se dokaj redno s tem ukvarjajo, eni več, eni manj. In zdaj, da ti vse vržeš, to so te burkeži, ki imajo neke fore. To je isto, kot da bi rekel za teater, to so vse dolgočasne predstave. To neki morijo tam na odru. To je bilo ful grdo, samo tudi to ljudje govorijo. Koliko ljudi ne hodi v dramo, ki se mi zdi, to je ful nekaj zamorjeno, res, to jaz nimam cajta zdaj za to. Recimo, ko si prej govoril o rock'n'rollu, ti si, a je to, da si ga posnel, ker zdaj bo kmalu šel ven, ali ne, celo... Prvi. Aha, v bistvu, verjetno bo tudi to šlo prvi, upam, da bom to zmontiral, no, okej. Tako da, danes pride to ven, okej. A je to zadnja postaja, a je to nek ta model, kao naredil sem material, odigral sem ga, preizkusil sem ga, posnel sem ga, zapakiral? Ja, rock'n'roll v tej obliki ne bom več izvajal, te predstave ne več. Ja, zdaj na televiziji, mislim, na televiziji ne bojo. Bom pa verjetno še kose ven uporabil jih v razvoju nove predstave. Moj cilj je zdaj, da bi probal nekako narediti neko trilogijo, da bi vsako leto naredil nov šov. Se pravi, vsako leto oktobra nekje ali pa jeseni nova ura ali pa slaba ura. In zdaj, da bi lahko to prišel do tega, bom mogel zdaj uporabiti te stare fore in jim dodajati nove. Tako da nekako ideja moja je, da grem zdaj recimo s tem materialom ali pa z odlomkom iz predstave rock'n'roll na turnejo in zdaj uporabim eno staro, eno novo, zato ker je tako ful lažje uvajati nove. Če ti prideš tako z 8 minutami novih šal, pa da tako prvih 6 ne delujeta, si ful tako, rabim neki in dostakrat pol neko staro vržeš, kao, hej, in pa se oni spet tako nekako, se on ve, kaj dela, ja, vem, tako da, in pa spet nova prvoš, spet že desetič, ker nova ni delovala, tako da je fajn, sistem je tako, nova, stara, tako da počasi uvajaš nove, pa tudi v tvoji psihologiji, mislim, v tvoji glavi je tako, še vedno imaš nekaj, da se zaneseš, če nam šlo, še vedno imam tle iz rock'n'rolla fore, ki vem, da delujejo, tako da I'm safe, Kakšen je tvoj odnos z neuspehom? Ja, boli, definitivno, pa tako imaš ta nek občutek. Prej, ko si rekel, da recimo ljudje pridejo na nastop, pa si želijo, da bi bilo dobro. Ja, razen, kadar nastopaš pa za ljudi, ki pa sploh ne vejo, da ti nastopaš. To jaz dostikrat se samega sebe smatram tako, da sem jaz kar en vsiljivec. Ko recimo neka zabava, neko podjetje ali pa nekdo ima neko zabavo in oni neki tam so zdaj pojedli in zdaj pa komik. In oni tako, kaj ne, kdo? Pa ne ta, ko bi saj bil un. In pa ti tam, ne, se bom, in pa tako probaš jih zadovoljiti in pa oni, pa dar, ma ne, bom jaz rekla petov, in pa zvanj smo mišli, je tukaj pa ta moment, ki je večkrat neuspeh. Ampak se mi zdi, da tudi v tej celi poti, ki jo zdaj opisuješ, generiranje materijala, si ti stalno se mal klofutaš z neuspehom, oziroma pač, če hočeš nekaj izdelati, mora tudi veliko stvari spodleteti, se mi zdi, ne? Ja, definitivno. In tudi pri tem to te ne sme v bistvu skrbeti, ne smeš biti obseden, da mora biti vse perfekt. In zato tudi, zdaj, ko smo montirali recimo rock'n'roll, pa tle bi lahko še malo boljš. It's life. Tako, pravi celo, da je zdaj hitrost nova oblika perfekcije. Da je boljš, da je nekaj hitro narejen, kot da ti 3 leta piliš. Boljš, da gremo naprej. Tako itak, sicer zaradi tega se zgublja dejansko dostikrat na kvaliteti, ampak ni časa zdaj, da bi ti oboleval za vsako napako ali pa bil žalosten ali pa zdaj razmišljal, zakaj sem tam to. Pač okej, zgodilo se je, gremo naprej. Tudi dejansko vidimo, da družba se kar hitro oprosti. Mislim, če nekaj se zgodi, nekaj si zasral, pa si zasral, gremo naprej. Tako da, ne vem, mogel bi zdaj imeti res verjetno 30 zaporedoma nastopov, da bi tako bil res tako da bi bili slabi, da bi bil res nekaj delam narobe, kaj se je zgodilo. Vse to je nek podzavesten strah. Kaj če kar enkrat ne bom več smešen? Kaj če kar en dan, vse kar bom rekel, bojo tako ljudje, kaj? Ne štekam. Tako da je, se zato pa pol, prej, ko si rekel, da se obkrožiš z ostalimi, tukaj se mi zdi, da imamo mi drugače dejansko še veliko prostora v tej sodelovanju, med komiki. Vse si pomagamo, v preteklosti smo se še ful več, smo se dejansko dobivali, pa si ti bil tako, jaz imam neko idejo, kaj ti misliš o tem? Lahko bi to recimo. Tukaj pa je problem to, ker začneš zgubljati svojo persono, ker je pač toliko enih vplivov. Čau. Ker je toliko, trenutno je vstopila ena gospodična, gospa. Zdravo. Midva bi samo še 2 minutki tole posnela lahko?
Okay. 55 minut. Ja. Super. Ja, se smo vse povedali. Sploh ne vem, čem se zdaj govoril. Ja, to, Pomaganje da med komu, sabo, ja, recimo, to bi bilo. Ima zgubiš ta svoj glas, zato ker je pač pol tvoj stand-up je skupek glasov, a ne, nekih, ki ti šepetajo. Kar je dostikrat tako, vse ti še vedno poveš to v svoji obliki, ampak bolj ni več toliko tvoje zelo. Mislim, tudi tvoje misli, če ti recimo imaš neko idejo, kaj bi rad povedal, pa da ti on reče, ne, sem to ljudi ne zanima. Ja, pač jaz bi rad probal, recimo. Po drugi strani pa te komiki, ki so zdaj že bolj znani, dostikrat, ko pogledaš recimo credits na koncu za kakšen stand-up, zdaj na Netflixu ali pa kaj, pa piše written by, pa piše ne vem, ta pa ta in pol še ene 4 imena. Se pravi, je imel še 4 pisce, ki so mu pomagali. No. In tukaj je tako ta neka dilema, dostikrat tako, ja, ampak to ni več zdaj tisti pristen stand-up. Če bi bil na Samotnem otoku, pa bi imel kakšen stand-up, oziroma kaj bi delal, no? Kaj je tvoj idealen projekt? Ne takega boš zdaj delal, recimo, res idealen projekt. Ne vem, moj idealen projekt bi bil kakšen film, po mojem posnet, en komičen, klasičen, lep, zabaven film. Tako da tam, če bi imel, to po moje, to so tako neke moje take sanje, da bi imel en pol leta cajta, da mi ne bilo treba druge stvari delati, da bi se lahko fokusiral na eno tako zadevo. Ja, to bi bil kar neki izziv. Sam mi itak rabimo publiko, tako da če bi bil sam na Samotnem otoku, bi bil tako pač vloganje, all in. Tin, najlepša ti hvala za tvoj čas. Ful me je veselilo. Ogromno iztočnic sem še imel, pa upam, da jih bova še kdaj lahko odprla. Odprl si pač en svet, no nov se mi zdi meni vsaj, kar se tiče okrog samega ustvarjanja komičnega materiala, pa tudi tem, kaj pravzaprav ti počneš. Ful hvala, no. Zdaj bi mogel biti ono več, da se zatemni in pa se nekaj pogovarjati. Ja, pa da se ne sliši, kaj je.